to ni hec, ne, da 3/4 ljudi ni šlo na referendum. Ne. Mislim, to je bilo še, mislim, da malo pod povprečjem udeležbe na referendumih, ne, teh 26%. Ne. Tako da se mi zdi, da predvsem je pa stvar v tem, da so očitno šli v ogromni večini so šli na volišče samo tisti, ki so bili proti. Spravi tisti, ki ne samo tisti, ki podpirajo SDS ali desnico nasploh, ampak tudi še nekateri drugi, seveda, ne? Ampak to pomeni, mislim, to, da je bil to referendum o vladi, je dober PR za SDS in za desnico, ni pa to samo to. Ne? To je tudi dokaz, da desnica oziroma SDS še vedno ne more preseči več kot teh magičnih 30% glasov. Ne? Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, spoštovane in cenjeni, vsi ostali, ki spremljate, berete, klikate, gledate in poslušate Večer. Dobrodošli v Večeru za vikend, naši tedenski izdaji svežih političnih žemljic, tokrat iz Večerove podcastarne ali kakorkoli naj rečem. Takoj v uvodu hvala, ker nas poslušate in spremljate in veseli bomo vseh vaših odzivov, kritik, pa tudi všečkov in ostalega predlogov, ne nazadnje o tem, koga naj gostimo, o čem naj debatiramo. Mesec je naokoli in v studiu je ponovno Marko Crnković. Marko, zdravo. Zdravo, Matija. Kako si? V redu, hvala. Zdaj posebne predstavitve ne bova več delala, novinar, kolumnist, urednik, predvsem pa seveda nekdo, ki dnevno secira slovensko politično sceno. Za ta teden se nama seveda kot glavna tema sam po sebi ponuja nedeljski referendum. Bova začela najbrž kar s tem, kaj veš. Čeprav imam eno idejo, ne, da začneva z malo lažjo temo, se bova na hitro opravila. Eurovizija. Da slišimo, o Madonna. Eurovizija. Ne? Zdaj jaz ne bi moto tvojega izvajanja kot nepoznavalec, ampak zagotovo si ti gledal. Gledal sem. Spremljal našega Klemna, ki ni prišel v finale. Novica je pač, da smo se ne uvrstili v finale, ne? Klemen Slakonja. Nisem sicer poznavalec, no, čeprav spremljam Eurovizijo iz neke navade. Ne? No, skratka, bom se zdaj pametnega delal, ampak to, da Slakonja ni prišel v finale, se mi zdi kar predvidljivo. Ne? Ker to je bil verjetno, ne bom rekel, najslabši komad po Last Pizza Slicih, tisti disko, ne? Ampak je pa značilno, ne, kako Slovenci zbirajo te tako imenovane žirije, letos jih je bilo 5 na EMI, ne? Kako zbirajo reprezentante za Eurovizijo. Ne? Po principu, ne po glasbenih kriterijih, ampak po principu neke ganjenosti nad, ne? V primeru Slakonje je pač ta nesrečna osebna zgodba, ki se srečno končala, hvala Bogu, ne? Recimo pri Last Pizza Slice pa zato, ker so bili simpatični, ker so bili gimnazijci, ker je fajn, ne? Ampak z glasbenega stališča je to... Ampak koliko glasba sploh še odloča na Eurosongu? Ni bilo tako, seveda odloča, ne? Mislim, tudi odloča, ampak v glasbenem smislu, vsaj, kolikor sem jaz videl teh komadov, ki so se uvrstili, je bilo cukup bistveno boljših komadov. Ne? Ta Slakonja pa, on ni pevec, ne? Kaj šele komponist, on je dober komik, imitator itd. Ne? Ampak, da ne rečem, da kaj zvem, verjetno je bil najslabši slovenski komad na Euroviziji Duo Platin, če se jih še kdo spomni. Valjda, izpred 20 let. Ne spomnim tiste... šlagerja, vseh šlagerja. Vsaj zapomnili smo si jih. Ne? Ja. Skratka, z tega stališča nisem presenečen. Ne? Obžalujem, ampak je pa razumljivo. No?
Ja, okej. Toliko o tem, no. Naj bo to tudi povabilo vsem poslušalkam in poslušalcem, ker ves ta teden snemamo specialke, slačilnice z Denisom Živčecem. On ima goste, ki sproti komentirajo Eurovizijo, tako da evo, vabljeni vsi, ne, da se nam pridružite, da ostanete priklopljeni tudi na ta podcast, ker midva se bomo zdaj, če dovoliš, pa vseeno greva Zdaj pa počasi. k resnim temam. Se bomo preselila k referendumu od Eurosonga, sicer pa vse je nek šov, vse je spektakel. Evo, Janši pa se je uspelo uvrstiti v finale, ne samo, da se je uvrstil v finale, mogoče je celo koga... Jaz bi rekel, da so to šele kvalifikacije. Ne? Za volitve ziher, ampak finale, če mislim, da se je uvrstil v finale, torej dosegel je kvorum, ne samo to, da ga je dosegel, presegel ga je zakon, ki je določal izredne pokojnine za vrhunske umetniške dosežke, je padel, če rezimiramo, ne, vse te dneve smo zdaj poslušali interpretacije v eno in drugo smer. Ena je zelo jasna, to je opozicijska interpretacija, ki gre, vlada je dobila klofuto, trojno klofuto, vlada naj spoka, vlada naj gre, vlada naj... Trojno. Dvojna. Elaboriral. Mogoče pa dvojna, ne vem, niti ni toliko mogoče bistveno, ampak v vsakem primeru je iz tega potegnil veliko zmago, s katero gre zdaj v zadnje mesece kampanje. Na drugi strani vlada, predvsem Golob in Vrečko v neki defenzivi z obrambo tega poziva k bojkotu referenduma in sporočilom, češ to ni bila naša tekma, to ni bila naša igra, 3/4 ljudi sploh ni prišlo. Zdaj mi pa ti povej, ne, zdaj nekaj dni je minilo, ne, smo lahko zdaj kaj bolj pametna o tem, kaj nam ta referendum za slovensko politično geometrijo, geografijo pove, kakšna so sporočila tako malo bolj na prvo žogo, kakšna pa malo bolj med vrsticami, ki se bodo mogoče videla šele čez čas. Ne. Bolj pametna so bila že prej. Ne. Res je. Ne šele po enem tednu, ampak mislim, da seveda to prav pride, to bi vsakomur, ki bi zmagal na referendumu, bi to prišlo prav, to je dober PR. Ne. Je pa res, da ta referendum seveda ni bil samo referendum o vladi, ne. Bil je ravno tako referendum o opoziciji, ne. Preštevanje, ne. Politično preštevanje. Ampak vlada ni sodelovala v tem preštevanju. Rekla je, ostanite doma. Ne. Bova še prišla do tega bojkota, ali kako naj temu rečemo. Ne. Ampak dejstvo je, da to ni hec, ne, da 3/4 ljudi ni šlo na referendum. Ne. Mislim, to je bilo še, mislim, da malo pod povprečjem udeležbe na referendumih, ne, teh 26%. Ne. Tako da se mi zdi, da predvsem je pa stvar v tem, da so očitno šli v ogromni večini so šli na volišče samo tisti, ki so bili proti. Se pravi, tisti, ki ne samo tisti, ki podpirajo SDS ali desnico nasploh, ampak tudi še nekateri drugi, seveda, ne. Ampak to pomeni, mislim, to, da je bil to referendum o vladi, je dober PR za SDS in za desnico, ni pa to samo to. Ne. To je tudi dokaz, da desnica oziroma SDS še vedno ne more preseči več kot teh magičnih 30% glasov. Ne? In mislim, da se bo to zgodilo tudi na volitvah čez eno leto. Ampak Janša je po 100 letih dobil en referendum, pravzaprav večinoma je referendume izgubljal. Tudi Janša se uči manipulirati. Ne? Vedno bolj spretni so v tem in ta referendum je bil zelo, ko bi rekel, marsikdo se lahko z njim identificiral. Ne? Referendumi so ponavadi abstraktni, ne vem, Tež 6, koliko je že bil, pa, ne vem, pa nedeljsko delo, pa taki. Ne? To smo šli voliti, če se prav spomnim, saj jaz, ampak to ni nič tako zelo življenjskega. Ne? Čim pa ti začneš
ljudi šuntati na to nevoščljivost, češ pogledajte to, kako hočejo tem privilegirancem dati čim več denarja, nezasluženega, po možnosti, ne, ker pač umetniki sam bluzijo neki in si izmišljujejo in so še perverzni za nameček in ne vem kaj. To ljudi iritira, ne? Ta nevoščljivost je močen faktor, da greš volit. Ne? Če faušija bi gorela, v ognju bi bila. Ne? Tako da to ne čudi me, da je bil taka ogromna večina, da je glasovala proti zakonu. Ne? Ampak, Janša je preštel svoje ovce, ne? Nekako SDS in njihovi pomožna kolesa na desnici so zdaj, rečeva, pripravljeni na volitve, bolj ali manj, oziroma dajva citirati Hojvika, ne? Pripravljeni so za boj, oziroma za ne boj, mesarsko klanje, ali kako je bilo že rečeno. Ne? V bistvu Levica je prepustila igrišče na tem referendumu popolnoma desnici in na nek način... Zmagali so brez boja, tako rekoč. Mislim, ni bilo mesarsko klanje, ker niti boja ni bilo. Ne? Ja, ampak s tem so tudi umetnike, Levica naj bi bila nek zaščitnik umetnosti, je pustila na milost in nemilost, bom rekel, raznim linčem, ne, vsak si je šuhe, ki je imel 5 minut časa v umetnost, v kulturnike in vse ostale obrisal. Ti nisi bil proti bojkotu, ne, oziroma ti si nekako celo to podpiral, a ni bilo zdaj, a se ne vidi zdaj, da je v bistvu ta igra bila zelo kratkovidna in narobe? Po mojem ne. Bojkot, ali kakorkoli že temu rečemo, je bil samo poziv, poziv vlade, Levice, Gibanja Svoboda, volivcem, da ne pristajajo na pravila igre, ki jih vsiljuje SDS. Ne? Dejstvo je, da referendum je legitimna zadeva in popolnoma sprejemljiv način neposrednega odločanja. Seveda, ne? Ampak dejstvo je, da ne nujno pod vsakimi pogoji. Ne? To je pač ta legalizem, ki se ga SDS gre. Ne? Stvar je v tem, da pač to je bil referendum po pravilih igre SDS. Ne? In v tej igri je dovoljeno vse. Dovoljene so manipulacije, dovoljene so laži, šuntanje, omalovaževanje umetnikov, da ne naštevam, ne? Kraje intelektualne lastnine celo itd. Ne? Tako da pač ne vem, zakaj bi res morali na to pristajati. Ne? V bistvu je to, recimo, Nataša Pirc Musar je zagovarjala to, da morajo pač ljudje uveljavljati to svojo pravico, ki imajo. Pa Han, koalicijska trojčka. Ameriška ambasada, recimo tudi. Seveda, zelo pomembno. No, ampak hočem reči, da to je že vse res. Ne? Seveda je to državljanska pravica, da greš ti voliti in svobodno izraziš svojo voljo. Ne? Je pa tudi res, da zakaj pa bi pristajal na to igro? To je bila igra od SDS z vsemi temi... Ti bi lahko svojo igro igral, ne? Brez pravil, vse so jo, no, mislim. Ves čas so neki pač se kregali okoli tega, zakaj v resnici gre, da bo pač ostal ta stari, tako naj Titov zakon v veljavi, če ne bo ta izglasovan oziroma če ne bo preklican. Tako da neko igro, neke argumente so imeli, ne? Samo niso se pač šli tega, ne? In pri tem še ljudem rekli, tudi če ne greste voliti, nič hudega, še boljš. Ne? In seveda ne bomo nikoli vedeli, koliko ljudi je dejansko poslušalo to priporočilo, ne? Milo rečeno, da ne iti na referendum, in koliko jih je bilo res od teh ne SDS-ovcev proti zakonu. Ne? Gotovo kdo, ne? Ampak glede na rezultat
Ja. Jih je bilo seveda manj takih naključnih, bom rekel, disidentov. Ampak dali so Janši v roke en argument, ne, to je, da oblast, ki je prišla na vlado pod parolo vrnili bomo v Sloveniji demokracijo, ne pristaja se, ne igra demokratičnih iger, ne, izbira tekme, ki jih sama organizira, druge pa na nek način bojkotira, jih sabotira. A ni to na nek način arogantna pozicija oblasti, ki jo oddaljuje? Ne, ni arogantna. Mislim, to skozi pred dnevi sem gledal, oziroma pred referendumom, ne, to Hoivik skozi govori, ne, arogantna Golobova vlada, ne, arogantna. Ne. Dobro, on ponavlja zakon, Ja, to neprestano. ampak mislim, da ne. Zakaj? Reči, nič nelegalnega niso naredili. Ja. Mogoče ni bilo konstruktivno v tem legalističnem smislu, ne, ne iti na volitve. Ne. Ampak dejstvo je, da meni se to ne zdi arogantno. To se meni zdi pač ena od možnih, mogoče ni bila najboljša, ampak dvomim, da bi bil izid drugačen. Če bi oni pozvali, pejte voliti. Ja, podprite naš zakon. Verjetno ne bi bilo ravno 92% proti, ampak malo manj. Verjetno bi referendum kljub vsemu šel skozi, pa mogoče bi bila udeležba še za kak procent višja. Tako da, ker po drugi strani, ne, mislim, imam tudi malo poln kufr tega, vrnili bomo to ukradeno državo. Ja, ta SDS. Mislim, to se meni zdi tako, ko bi rekel, podpiranje SDS-a, no, mislim, to zagovarjanje referenduma. To je v bistvu dvojna igra, ne. Tako kot je, ne, ko so Pahorju očitali v njegovih časih, ja, da podpira Janšo, ker se noče izjasniti proti vladi tedanji, ne, Janševi, v času kolesarskih protestov, ne. Tako je v bistvu isto zdaj naredila njegova naslednica Nataša Pirc Musar. Ona pravi, da bi bilo treba iti voliti, ne? Da je treba in da pač obžaluje, da je vlada pozvala k neudeležbi. Ne? To je ravno toliko voda na mlin Janše, kot je bil Pahorjev molk. Pahorju so učitali to, ne, v bistvu so ti kolesarji samo hoteli potrditev. Imeli so občutek, da bi bolj veljalo to njihovo protestiranje in kolesarjenje, če bi se še predsednik oglasil, ne, kar bi bilo mogoče res, ne, ampak se mi zdi, da Pahor takrat ni nič narobe naredil, je pač bil tiho. Sicer ne strinjam, recimo, to, da je pol vrnil odlikovanja, ne, na njihovo prošnjo. To mi sicer ni bilo všeč, no, ampak anyway, skratka, tudi Nataša Pirc Musar bi lahko rekla, naredite, kot se vam zdi prav. To bi bila tista pahorjansko stališče Nataša Pirc Musar. Ne? Naredite tako, kot se vam zdi prav, po osebni presoji. To je svoboda. Ne? Naredi tako, kot se ti zdi prav. Ne pa tist pejt voliti, pa potem naredi tist, kar se ti zdi prav. Ne? To se mi zdi malo preveč sofistično. Meni se vseeno zdi, da je Janša nekaj ciljev s tem referendumom dosegel. Ne, v prvi vrsti je ugotovil, da lahko dobi referendum, da lahko mogoče še kakšen vladni zakon, mogoče celo v tem mandatu ustavi. Na ta način ciljam recimo na pokojninsko reformo, ne, kjer očitno lahko tudi zelo hitro na to vrstne teme mobiliziraš, zbudiš kar nekaj volilnega telesa. Izvedel je suho vajo za nekatere fante v stranki, Hoivika in podobne, kako se obnesejo v prvih vrstah nekega predvolilnega referendumskega boja. Malo jih je testiral, so tisti, ki bodo na nek način spikeri, ne nazadnje postrojuje desnico. Ne. Tonin in Logar zdaj strumno po referendumu, ne, Logar je bil sicer do referenduma relativno zadržan, ne, ponavljajo. Ne, najprej vemo, interpelacija ministrice Vrečko, če ne bo šla sama očitno ne bo šla.
In seveda ta vlada naj razmisli, ali ne bi počasi začela pakirati iz garderob svojih stvari in se pripravljati mogoče celo na predčasne volitve. Zdaj pa, da je zgodba seveda vzeta iz nekega Bannon Trumpovega učbenika, kjer ti konstruiraš neko elito sovražnika, ustvariš nek notranji konflikt, to je pa absolutno jasno, ampak ne glede na vse, se mi zdi, da je on bistveno več pridobil glede na levo sredino. Ja, na videz že. Ne? V tem smislu je bila to suha vaja, kot si rekel. Ne? In tudi to, ne, je zdaj postalo malo bolj jasno, kam se bo tale Logar dal, ne. Zdaj, kar naenkrat dejansko je bil precej tiho med referendumom oziroma pred referendumom, zdaj pa se je hitro oglasil in sklenil to španovijo s Toninom, ne, glede interpelacije, tako da se mi zdi, da v tem smislu je to res, ne. Če pa ne vem, mislim, da je bistveno vprašanje to, koliko bo dejansko levica oziroma koalicija znala mobilizirati svoje volivce pred volitvami. Ne? Dejstvo je, ne, da ti volivci so bolj, ko bi rekel, frajgajsti, manj hvaležni in manj privrženi in manj si pustijo dopovedati. Lojalnosti ni. Ni lojalnosti, ja. To so bolj taki, ne bom rekel, oportunisti, ampak naključni. Malo je, kar dosti je nekih freeriderjev, ki malo begajo med raznimi opcijami. Tako da, v bistvu bi se morali spomniti nek projekt, ki bi povezal ljudi, ki bi malo transcendiral to njihovo brezbrižnost do volitev. Dejstvo je seveda, da Janša čez teh 30% ne bo nikoli prišel. Tako pač je, kot pravi Vesna Vuk Godina, s to svojo ta kulturno-zgodovinsko določena tirnica. Slovenci so po tradiciji, pa ne samo po tradiciji 50 let socializma ali komunizma, ampak že od 1000 let bolj nagnjeni k neki solidarnosti, socialni povezanosti, ta domačijskost, to, čemur bi danes rekli, da je človek levičar. To je pač prevladujoče, to so prevladujoče vrednote v Sloveniji, ki jih je več kot pol, 2/3 mogoče. Tako da tega pač desnica ne bo presegla. Je pa seveda vprašanje, kako vseeno pripeljati te 2/3 teh tako imenovanih levičarjev, zgodovinsko pogojenih, ne bo šlo na volitve. In manj ljudi, ko bo šlo na volitve, boljši uspeh bo SDS in desnica dosegla. To je pa res. Na volitvah bojo pa zelo, zelo pozivali k udeležbi, za razliko od tega referenduma. To pač je, to je politična strategija. Enkrat ti odgovarja, da je udeležba čim nižja, drugič ti pa odgovarja, da je udeležba čim višja. Pa če Bog pomaga, taka je politika. Ampak mislim, da bojo si morali nekaj zelo dobrega zmisliti. Čeprav, če že omenjam Vesno, ona pravi, da utegne Janši ta zmaga na referendumu škoditi. Ja, sem bral zdaj kolumno, ki si jo danes objavil, torej, da bo zbudila to žival anti-janšizmu. Ja, ta resentiment do desnice, ker se čim Janša doživi nek uspeh, postane nevaren oziroma zgleda nevaren. Tako da je zelo možno, da bo ta občutek, ta anti-janšizem, ki je zelo dobro deloval leta 2022 pred unimi volitvami, da bo spet nekako zna biti odločilni faktor na volitvah 2026.
Je pa res seveda nekaj. Ne? Takrat je bil Janša na oblasti in opozicija je bila v opoziciji, mislim, sedanja koalicija je bila v opoziciji. Ne? In takrat je izgledalo bolj grozno. Ne? Mislim, se je tudi bilo. Ne? Takrat, mislim, korona je bila, bili so ukrepi itd. Ne? Takrat je bilo res drugačno stanje in je bil ta antijanšizem bolj razumljiv, da tako rečem. Ne? Zdaj pa vprašanje, ne? Zdaj je ta janšizem v opoziciji. Ne? Jaz sicer trdim, da janšizem je neke vrste totalitarizem, ne? Mehki, seveda, ne? Ker dokler niso na oblasti, pa tudi če so na oblasti. Ne? Ko so bili na oblasti, je tem mogoče prepoznati neke totalitarne elemente, je pa res, da ne pošiljajo na Goli otok, pa v gulage, pa koncentracijske taborišča. Ok, zaplinjali so nas, ne? Čeprav samo solzivcem, ne? No, ampak hočem reči, to je pač oblast, mislim, tip Janševe oblasti je oblast, ki ne dopušča ugovora. Ne? Dejstvo je, da ni nujno, da je človek za to kaznovan, ne? Vsaj ne tako drastično. Ja, neko drugo sankcijo lahko doživi na nek način. Doživiš neko sankcijo, ampak gre za to, da da vsakogar, ki je proti tej Janševi oblasti, na nek način moralno diskreditirajo. Ne? To je nek moralni totalitarizem tudi. Ne? Ali pa če hočeš legalistični, ne? Tako kot se zdaj sklicujejo na te referendume in to. Ja. Pravna država, ki jo ima itak cela Slovenija polna usta, ne? Čeprav tako deluje zelo poljubno, ne? Oziroma sporadično, oziroma po potrebi. No, kakorkoli. Družba niso seveda samo zakoni, ne? In oblast. Ne? Družba je tudi neki nenapisani zakoni, neke socialne mehko tkivo družbe, socialni dogovori, vrednote same, neke inhibicije, ki jih ljudje imajo, da ne počnejo nekih stvari, ki niso fajn in tako. Ne? In SDS se pa sklicuje ravno na to. Zakoni. Ne? Referendum, oblast, policija, solzivec, korona, karkoli je bilo, vse je bilo tisto, je moralo biti po črki zakona. Ne? Ampak ni vse v družbi po črki zakona. In to, da ni vse po črki zakona, ni anarhija, seveda. Ja. Govorimo o tem, da družba funkcionira tudi onstran zakonov, oziroma te moralne vrednote so tudi neko dopolnilo, seveda, ne, zakonodaji. Veš kaj, na ta antijanšizem bi se navezal nekoliko, ne? Ja, to je fakt, dejstvo, da obstaja ta refleks. Ne nazadnje, leva sredina je en kup volitev v zadnjem obdobju dobila na valu tega sentimenta odbojnosti Slovenske demokratske stranke, to drži. Ampak, sam si omenil, kontekst zadnjih volitev je bil nekoliko drugačen. Ne? Ja. To je bil čas po pandemiji, ko smo še vsi v ustih imeli ta slab občutek tega obdobja, ki je bil povezan z oblastjo, ne pa popolnoma povezan z oblastjo. Na drugi strani pa je zdaj vendarle v zadnjih letih opaziti neke strukturne premike volilnega telesa po Evropi in po svetu z leve proti desni. Neke raziskave relevantne kažejo, da se tudi mladina predvsem obrača k iskanju nekih avtoritet, ki jim zagotavljajo neki red in varnost v tem kaotičnem svetu. In če sva zdaj razdelala v bistvu, kaj se je zgodilo oziroma kako si je koordinate političnega boja postavila desnica, me pa zanima še malo bolj podrobno, kaj misliš o stanju stvari na levici. Zdaj imamo Asto Vrečko, Tarčo, grešno kozo, te kampanje, če smo omenila Tarčo, Erika Žnidaršič bo lahko v vsaki naslednji oddaji vprašala 5-krat, zakaj niste odstopili, prevzeli odgovornosti. SDS itak njo ima na piki že od tistega znamenitega osamosvojitvenega muzeja. Golob, pri njemu se pa je zdaj takoj začelo. Golob je relativiziral zelo te rezultate,
So pa seveda interpretacije šle v to smer, da so delnice, predvsem pri nekih strategijah, še padle in da bodo še hitreje se aktivirale neke sile, ki bi lahko rešile Levico pred porazom. Kako vidiš zdaj to na Levici? Ne vem, to si pa res ne bi upal napovedati. Mislim, marsikaj si upam napovedati, ampak to glede Levice pa ne. No. Težko bi rekel, težko si predstavljam, ali bo Levica prišla v parlament ali ne. Možno je, da bo in možno je, da ne bo. Ne. Kako to rešiti, ne vem. Pa če govorijo malo tudi o Levici z malo, ne, o politični Levici. Z tega kulturnega oziroma kulturno-političnega stališča nisem nek fan Aste Vrečko. Ja. Mislim, bolj že kot od Simonitija, čeprav Simoniti mi je tudi bil simpatičen, ki je bil tak vzvišen intelektualec, tako mal prezirljiv, ne, tako stara šola, boomer, ne. Hočem reči, da seveda, kultura je na stranski tir potisnjena rak rana slovenske politike, ne? Kar zadeva, če je to politika, oziroma koliko je to politika. Ne? Mislim, da je seveda vse je bolj pomembno od kulture, ne? Finance, zdravstvo, šolstvo, ne? Ampak mislim, da ja, tam, kjer je denara več. Je, seveda. Ampak šolstvo ga ni, recimo. Ja. Je pa ideološko to polje. To je bolj pomembno. Ja. Tako da bi bilo treba tudi, da ne dolgovezim, mislim, da Asta Vrečko ni ne vem kaj strašnega naredila, tudi s tem zakonom, ne, mislim, popravlja nek star zakon, ki je... Ja, tehnični zakon, ki je v bistvu, ne. Tudi ta zakon o medijih ni ne vem kaj, mislim, da ne bo nič bistvenega spremenil, ne, čeprav so neke novitete, je rahlo posodobljen. Ne. Tudi zakon o RTV, o katerem smo tudi glasovali, ne, ni idealen, ne, daleč od tega, ampak verjetno bo še kaj tudi RTV omenila. Tako da ne vem, zdaj kar je, dovolitev, kar je. Mislim, da so to pač samo mokre sanje desnice, da bojo volitve predčasne, pa tudi če bi bile, vse zadnje, zdaj to ne bi kaj dosti spremenilo več, ne, manj kot leto dni pred volitvami. Tako da ne vem, nekih odstopov ne pričakujem, interpelacije seveda ne bojo šle skozi, to je pač sem šel za javnost. Tako da mislim, da bi se pač koalicija morala skoncentrirati na neko strategijo, prvič, kako se uskladiti. Ne. Zdaj, treba je mimogrede, ta koalicija, kljub temu, da neka trenja so bila, ampak je pa bila ena najbolj zorno skupaj držečih, tako rečem. Ja, ni razpadala, v zgodovini, vsaj kar jaz spomnim, vedno so bile neke pa grožnje z izstopom iz koalicije. Ne. Ti so bili pa kar nekako disciplinirani, da tako rečem. Ne. Ampak edinega, ki ga je skrbel ta referendumski zid, edini je bil Han. Matjaž Han, prvak SD, se edini v bistvu bolj zasekiral, če rečem tako, zaradi vsega tega. Zdaj Golob očitno računa, da bo on frontrunner Levice ostal, ne glede na te enigme Prebilič in možne kakšne druge povezave. Frontrunner je lahko samo Golob. Mislim, Prebilič ne more se kar naenkrat pojaviti, kar naenkrat. Zdaj kar uleteti v te volitve oziroma v kampanjo in biti frontrunner, to seveda ne. Tudi Han ne bo frontrunner. Mimogrede, se mi zdi, da se Han kar obnese. Mislim, da je to v primerjavi s Tanjo Fajon kar napredek. In da nekako funkcionira, po tvoje. Funkcionira. Čeprav zdaj so ga tudi na tem referendumu spet, veš, cel čas ga potiskajo v naročje SDS-a, iščejo te neke bližine, in je oni ko 5-krat more to znova povedati, da SD-a v koaliciji z SDS-om ne bo, pričemer predvsem ta liberalni center ali pa levo liberalni center vedno znova seveda pozabi, da Janševe vlade so omogočili
liberalci. Ne? Vedno je bil nek liberalen moment zraven, ali je bil to Desus, ali je bil to SNC, ali tako dalje. Večina te sedanje koalicije so liberalci, to ni prava levica, ne? Edina levica je levica. Gibanja Svoboda pa SD, tudi SD niso neki levičarji, ne? Mislim, daleč od tega, ne? Sploh pa ne pod Hanom. Ne? Tanja Fajon je še bila, koliko je to pač te naučene, ta obča mesta levičarska je skozi poudarjala, pač, ne vem, tudi zdaj zunanje politiko, pa feminizem, se spomniš feministične zunanje politike. Kako bi lahko to pozabili? Ampak to je samo fasada levičarska, ne? Drugače so pa zlasti pod Hanom pa še malo bolj, so pa neki liberalci, nek biznis, pa to, ne neoliberalci, oni ta grdi, ne, z nekim z malo socialnega čuta sicer, ne, ampak ne preveč, ne. Socialnega čuta ima recimo Han to kot Boštjančič, recimo, ne. Kaj ne bi smel imeti kot minister financ. Han bo poslal popravek na to trditev. Si predstavljam, ampak veš, kaj si rekel, to še mogoče razdelam. Rekel si, ta vlada bi mogla zdaj imeti neko strategijo, ne? Kako premostiti ta referendumski izid, mogoče še faše kakšen referendum. Nekaj tu se zdi, da obstajajo res neke resne disonance in komunikacijske težave pri komuniciranju nekih dosežkov ali pa nekih stvari, ki so se vendarle premaknile v tem mandatu. In ne vem, kot da se learning by doing, ne, ker Svoboda je pač stranka, ki se je morala vladanje učiti sproti, ne, kot da se jih nič ne prime, ne, tak zgleda, ne. Zgleda pa res, kot da se jih nič ne prime, ne. Mislim, da Gibanja Svoboda ima najslabši PR v zgodovini slovenske politike, kar jaz spomnim, pomnim pa celo, vse to samosvojitveno, ne. Dejansko tudi, mislim, že potem vidiš, ne, katere ljudi, poslance recimo, ne, oni pošiljajo v spredje, da kaj razlagajo, ne, mislim, to je precej obupno, ne. Tale, ne vem, podpredsednik vlade Arčon, mislim, ni poslanec, ampak je še najmanjši problem. Mislim, problem so taki Lenart Žavbi, pa ta Sara, kako je že? Žibrat. Lena Grgurević, taki poslanci. Mislim, ne sedajo ti njihovo naslov. To pa res ne. Mislim, da je to... to so novinci, ne, vidi se jim, ne, težko se oni... To je skoraj na nivoju SDS-a, no, samo da so pač stališče z drugega pola. Ne. Ampak, ko jih dobijo na svoj teren izkušeni ljudje iz SDS-a, jih zmeljajo ponavadi, ne, veš... Seveda, SDS vse to obvlada, ne, te obračanje in manipuliranje in PR, no vse zadnje. Pač, koliko, to mi reči, veš, kaj, malo smo načela, pa nisva, pa se što tako, koliko bo začelo iti Janši na živce, da sta Logar in Tonin zdaj skočila na ta referendumski vlak, ne, da zdaj ona dva trajvata že vse te dneve, ne, nabija tasto vrečko in tako dalje, ne. A misliš, da ima tu potrpežljivost vodje, ne? Ja, neke meje. Slejko prej, ne, bo moral, mislim, slejko prej, če bo ta možnost obstajala, da bi desnica sestavila vlado, potem bo pač moral vse to požreti, ne. Tako da, ne vem pa, koliko pred volitvami bojo začeli na desnici biti prijazni eni do drugih, ne? Ja, nimam pojma. Ne? Ali bo to šele po volitvah, ne? Ali bojo, mislim, ne, da bi se konkretno povezovali pred volitvami, ne? Ampak zdaj še pač do zdaj ni bilo bistveno, ali so skregani, ali se tisti NSI pa SDS med sabo zmerjajo, ali ne, da še zdaj SDS po strani gleda Logarja in da jih tožijo zaradi imena in ne vem, ampak ti konflikti oziroma te zamere bo presegli, to je dejstvo, ne. Kakor hitro jim bo to prišlo prav, bojo to presegli. Mislim, kar je spet logično, ne, se jih bojo tudi na levici, v koaliciji presegali. Jih že zdaj do neke mere, pa kdorkoli bo prišel zraven nek nov potencialni, Prebilič, Vesna, karkoli,
bojo pač se morali sprijazniti. S Prebiličem sem ziher še ukvarjala, ne, zdaj v kakšni od prihodnjih izdaj, ker še ne vemo, da bo kao šel, ne vemo pa kako in na kakšen način še dosti. Tako da mogoče, ne vem, sva kaj v tem političnem kontekstu zdaj te analize še kaj pozabila, kaj bi mogoče še dodal ali še eno temo, ki si jo sam malo omenil, odpreva RTV ali še imamo kako politično piko za postaviti. Kaj pa vem? Sma nekako šla skozi... Vse, kar smo povedali, je bila pika na i. Same pike smo postavili. Poslušalke in poslušalci, pika na i politike z nama dvema vedno znova. Evo, RTV, ne, to si sam nekaj omenil, ne, malo ko sva se pogovarjala, ne, sem rekla, da dajo še kakšno reč o RTV-u, ne, zdaj javni medijski servis, ki ga vsi plačujemo, ne, je zdaj spet v vrtincu nekih črnih scenarijev, eden je malo manj črn, vsi so črni. 4 so črni. Ja, vsi so črni, oni tisti zadnji je tak črn, da ne vem, kaj je to. Črna luknja. Ampak okej, ne, potem ta zadnjem ne bo ful programa šlo v stran in to ta popularnega v predlogu, kaj dogaja, Joker, šport bojo rezali, jutranji program in podobno. A misliš, da se dejansko v resni državi lahko zgodi ta scenarij? Ker na drugi strani, dal ti bom pa eno paralelo z HTV-em. Ne? HTV vlada na Hrvaškem je pripravila 28 milijonov evrov za odpravnine, ne? Za odpuščanja in za tiste, ki se sami javijo. Tudi optimizacija. Ne? In Boštjančič na drugi strani je ta teden, si me opozoril, ne? Nekako je rekel, ne dan gnara, ne bi rekli na Štajerskem. Ne? Dajte si vi prestrukturirati in postaviti na neke realne temelje. Evo, zanima me, kaj misliš zdaj o tem novem še tudi rekel, da bo RTV dobila tok, kot ji po zakonu gre, ne? Tako da ne pa verjetno kakšen, ne bo kar odprl. Ker višanje prispevka so požrle plače, ne? Ki so se zvišale v javnem sektorju. No, to je sistemski problem. Ne? Ne? Tako kot je razlagala Ksenija Horvat, ne? Na RTV imajo zvezane roke zaradi dejstva, da so oni javni uslužbenci. Ne samo v finančnem smislu, ampak tudi v programskem. Niti da ne moreš si kar zmisliti, da boš dodal nek tematski program ali na radiju ali na RTV, ker v zakonu so 3 programi, 1., 2., 3., parlamentarni, pa na radiju tok pa tok. In tako je. In ne moreš mimo tega. Ne? Oni se ne more mislim, ne improvizirati, ne? Ampak dejstvo je, ne, problem je, da na televiziji zdaj grejo, ne vem, sistemizacijo del, ne? To pričakuje recimo minister, pa tudi svet pričakuje, ne, da bojo pač pogruntali, na kak način lahko oni kaj prišparjajo, ne da bi pač črtali, rezali četrt ali pa tretjino programa in to gledanega programa. Ne? Tako da mislim, da je zanimivo tudi to, ne, da zdaj mislim, da tedaj troha ta svetnik je rekel da bi morali poleg teh 4 scenarijev, ki jih je predstavila Natalija Gorščak, da bi moral biti še 5. In ta je, da uprava odstopi. Ne? Mislim, to je pa hudiča res prenevedanje. Mislim, da uprava odstopi. Sveda, mislim, uprava bi lahko odstopila že zdavnaj, če se lahko pa sploh ne bi nikoli sprejela te funkcije. Ne? Zakaj se sploh človek prijavi, če vnaprej ve, da kako ima finančno in drugače zvezane roke. Ne? Tako da mislim, da je problem v tem, da res RTV res rabi nov zakon. Ne samo za večjo fleksibilnost, pa da ne bi bilo teh neumnosti, kot je sistemizacija delovnih mest, tako da so na nekem ministrstvu. Ne. Novinarstvo je svoboden poklic, ne, in toliko svobode novinarjem, ne zdaj te svobode izražanja, ampak te svobode funkcioniranja, da tako rečem, ne, se strinjam, vem kaj. Morajo imeti, ne. Mislim, to ni birokracija, ne. To ne deluje tako, ne, novinarski kolektiv, ne, ki seveda ni samo novinarski, ne, to je cekup tehnike, ne, ampak vseeno, ne,
RTV bi moral biti bolj fleksibilen in tega obstoječi zakon ne omogoča, ne? Oziroma celo onemogoča. Ne? Tako da dejstvo je, ne, da tudi ta prispevek, tudi če recimo ne bi več bili zaposleni na RTV v javnem sektorju, ne, tudi v tem primeru ne bi bilo dovolj finančnih sredstev, ker pač enostavno tudi prispevka, ki je itak predvsej preživet model financiranja, ne, ampak ne moreš ga višati v nedogled, ne. Sploh pa ne v Sloveniji, ki ima majhno število plačnikov, ne, majhno število zavezancev, pač po neki demografski logiki. Ne. Kaj se ti zdi program RTV? Omenil si HRT, ne, mislim, seveda so dali denar, ker tudi šparanje stane, ne. Dejstvo je, da če ti hočeš optimizirati nek ogromen kolektiv, tam jih je seveda še več, ne, 2500 se mi zdi. Če ti hočeš se ljudi znebiti, jim moraš nek denar dati, ne? Ali pa karkoli, stroški nastajajo, ni nujno, da je odpravnine, ne? Ampak dejstvo je, da v Sloveniji pač je ta država kot ustanoviteljica je do RTV mačeha, ne? Kot se mu reče, ne dajo denarja, ne? Ja, pa pač funkcionira tako kot na pol, ne? Zdaj, črnih scenarijev nikar, ne, dober... Mislim, da to bil bolj, kako bi rekel, taktični strašilni manever. Razumem. Črnih scenarijev nikar, ker dober javni medij, resna demokratična država potrebuje, in to krvavo potrebuje, res pa je, da na RTV-u se bo na neki točki tudi znotraj verjetno treba marsikaj vprašati, ne, in prešteti in redefinirati nekatere svoje, bom rekel, naloge, ampak najbrž je za to najprej potrebna neka zakonska podlaga, ne, in modernizacija, to zadevno. Veš kaj, za konec smo prijadrala počasi skozi najin pogovor tam, ko naredimo še tisto trojno piko ali kako, ampak vseeno, gledaj, zdaj sva po praznikih, ne, po enem takem zanimivem obdobju, od OF-a preko 1. maja, to so ti rdeči dnevi, kot pravijo na desnici, ne, pa zdaj smo praznovali Dan Evrope, dan zmage. Dan zmage je napačen datum. Ja. No, mi se kregamo še o tem, ne, ali 8. ure, ne. Ali 8. ali 9. ne. Ja. Evo, to so tisti dnevi, ko se Slovenci spet začnejo prepirati o drugi svetovni vojni. Eni pa se bolj ukvarjajo s tem, ali so šli na kaki fajn piknik ali na kaki pohod, eni obujajo spomine na socializem in na vse drugo, eni gledajo v prihodnost. Zdaj ti mi povej, kak ti te praznike... Ni težko biti jugonostalgik, ja. Kak ti te praznike, jih sploh, jih imaš v registru nekega obeleževanja, ne vem, ali ne vem, razmišljaš, kak razmišljaš o teh dnevih? Odkrito rečeno, mislim, da jaz osebno bi komot preživel, če bi bil praznik samo 1. maj, ne pa tudi 2. maj. Ne? Mislim, da je to res malo huda. Takrat je Janša ukinil, mislim, 2. januar, ne pa 2. maja, ker sta se vsem uličem takrat, se je vendarle bal sindikatov. Zavetnik delavcev, sveti Jožef. Ja. No, smo že mu se njemu na ljubo. Ja. Daj povej mi, ta bom rekel, praznični mesec, skoraj da, Madonna, ne? Ja, še maj ni končan, ne? Ja, rdeči dnevi, kot praviš. No. Gledal sem tudi to proslavo, smisel celo pisati, to mislim za ob dnevu zmage, ne? Ja. V Stožicah, mislim, da je bilo to malo predimenzionirano narediti v Stožicah. Ampak glavno, da Alenka Bratušek ni pela Bandiera Rosa, ne? To so vsi opazili, da ni pela. 10 let plus. Skratka, hotel sem nekaj drugega povedati. Sem malo študiral to osvoboditev Maribora, ne, ki je v bistvu ni bilo v tem smislu kot v Ljubljani. 80 let, ne, večer, 80 let. Maribor svoboden, prvič, evo ga. Ne, to je bil Maribor bo vedno svoboden, to je malo zdaj, to smo priredili, ne, seveda. Tam je na stopnicah. Tako. No, hotel sem reči,
osvoboditev Maribora ni bila v tem smislu veličastna kot v Ljubljani, ko so pač sicer 10. maja, ne, tudi to bi se lahko kregali, ne, ker še ni bilo čisto varno iz Ajdovščine priti do Ljubljane. Ne. Josip Vidmar priča o tem, ko se je on kar usedel v avto in se peljal v Ljubljano in pri Postojni je pridrvel za njim Boris Kidrič v enem drugem avtu, ga zablokiral in rekel, pa kaj ti noriš, veš, da ni varno tam pri Vrhniki, ne gremo še, jutri bomo šli. In so prišli šele 10. maja, ne? To je bil ti znameniti Župančičev govor na balkonu univerze in Vidmar, potem ti stari svetna sila se ruši, ne? Take znamenitosti. Ne? No, tega ni bilo v Mariboru, ker je bilo šele 13. Ne, je bil na Trgu Svobode, kasnejšem je bil kakor neka proslava, no, so se ljudje zbrali, par tisoč ljudi in proslavili to. Ne. 9. so se pa še streljali, ne, ker šele 9. maja zjutraj so se Nemci umaknili in med odhajanjem streljali, še par ljudi pobili. Potem so istočasno 9. maja prišli Bolgari, ne vem katera bolgarska armada. Ne? No in ob tem sem se pa spomnil na spomine moje mame. Ona je to doživela. Ne? Pri svojih letih, ki jih danes ima, je ona to doživela, takrat je bila punčka. Dajmo povedati, poslušalcem, koliko let ima zdaj? 94 plus. Okay. To je bila otrok, takrat punčka. Ja. Punčka, ja, 14 let pol stara. Živeli so v Melju in ko so prišli Bolgari, mislim, ne garantiram, da čisto res, ker to ona večkrat sicer razlagala, zelo rada se tega spominjala, mislim, rada, ne? Večkrat je povedala, ampak 50 letih, koliko, ne. Skratka, prišli so ti Bolgari in ljudje z njo vred so bili navdušeni, da so prišli osvoboditelji, ne. In ona je šla na okno in ti spomahala dol te bolgarski vojski. In mama ti so, kaj si nora, ti veš, kaj oni delajo. Ker to so pa že dejansko, mislim, da so precej plenili Bolgari, ki so mislili, da so oni v Avstriji, oni niso vedeli, da so oni osvobajajo nek Maribor, ki je del Slovenije oziroma Jugoslavije. Ne? Tako da so kar odnašali stvari in bojda tudi posiljevali. Ne? Tako da je mama, moja omica, ne, je čisto norela in jo nagnala v klet. Skrila jo je v kleti, ker je moja mama morala preždeti par ur, dokler ni bil zrak čist. Ker oni so pač iskali djevoški so iskali, ne? Ali so bili Rusi so tudi bili. Ne? Tako da, mislim, to je hecno, ne? Bom rekel, da to vem iz prve roke, ampak mislim... Samo je tak zanimiv ekskurs za konec. Je hecno. So blizu ti dnevi, ko smo dosti o tem razpravljali. Tako da, zdaj vem, da si nadarjen tudi za kakšne zgodovinske zadeve. Ja, kakšno zgodbico pa znam povedati, ja. Tako da, zdaj, meni se zdi kar zanimiv lok od Eurosonga do Bolgarov, ne, v Mariboru, ne. To je, mislim, da lahko zdaj tu, ne, spet pik postavljala, ker sva jih že, ne. Še kakšna stvar za konec, ali sva voljno, zdaj počasi, ne. Ja, evo, da ne kregam, ne, ker na začetku nisem povedal, za tiste, ki nas poslušate, torej, moje ime je Matija Stepišnik, vodil sem večer za vikend z Markom Crnkovičem. Marko, hvala, kaj, nasvidenje in naslišanje. Čez en mesec, najkasneje. Ne? Kaj vse bo do takrat, ne? Ja. Kaj praviš? Se že tresem. Evo, poslušajte, spremljajte, klikajte, priporočite nas še komu, napišite tudi kaj kritičnega, valjda nimamo s tem nobenega problema in vrnemo se še za nekaj propagandnih sporočil o tem, kaj boste lahko brali za vikend. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj prinaša Večer v soboto? Pogovarjali smo se z Draganom Bosličem, profesorjem biologije na mariborski prvi gimnaziji, nekdanjim poslancem Državnega zbora, ki se počasi odpravlja v pedagoški pokoj. Govorili smo o šoli, šolstvu, mladini, politiki, pa tudi o življenju, za katerega naj bi nas naučila ravno šola.
Matej Grošelj se je poglobil v poreferendumsko Slovenijo. Kaj je ta prinesel opoziciji, ki je dosegla kvorum in zmago, in kaj odnesel koaliciji oziroma vladi, ki se je v večjem delu odločila za poziv k bojkotu? Kdo ima ovce preštete in kje bodo šele videli, na kakšen način bo glavni pastir nastopil v zadnjih mesecih pred parlamentarnimi volitvami, torej podrobno o referendumu. Še enega zanimivega gosta imamo v soboto. Andreja Kutin je debatirala z legendarnim DJ Maxom, ki je obiskal Maribor. Kako je kultni komad takrat novega zvoka 90-ih Jump Around v bistvu slab komad in kaj pritegne v Maribor lastnike zvezd na pločniku slavnih. Pa še o legalizaciji marihuane in tudi o življenju nasploh. Poglejmo še v Večer v nedeljo. Za Instagram profilom Green Red, ki ljubiteljem stripov ponuja ilustrirane prizore iz življenja hišnih podgan, stoji 33-letna karizmatična vesoljka Tia Friedl, alias Zelena podgana. Slovenec Rok Drakšič vrača finskemu judu nekdanji sijaj. Obiskali smo ga na Rogli. In še, kraljica motošporta praznuje 75 let. Na letališki stezi Silverstone se je 13. maja 1950 spisala zgodovina Formule 1. Vabljeni k branju, klikanju, spremljanju, poslušanju in gledanju Večera.